Evo, poročilo upravnega odbora z novega rednega sestanka. Tokrat ni bilo prvi torek v mesecu, smo zaradi dopustov majhen mogli premakniti, ampak klele smo, danes smo imeli reden sestanek. Mogoče preden povemo, kaj smo vse danes delali, bom še povedal, da smo imeli tudi eno izredno sejo, mislim, da je bila 2 tedna nazaj, ker smo mogli pritožbo na odločitev disciplinske komisije obravnavati. Tako da tudi te neprijetne zadeve nam v bistvu še največ časa pa energije poberejo, ampak to smo zdaj vsaj zaenkrat zrihtali. Vmes je v času od zadnjega sestanka, mislim, da je tudi odstopil še en član disciplinske komisije, tako da trenutno iščemo novega kandidata. Klubi so bili o tem že obveščeni, zdaj pa pač upamo, da se bo v kratkem nekdo najde oziroma da pa lahko skličemo sejo in ga izvolimo. To je, kar se takih bolj birokratskih stvari tiče oziroma stvari, ki jih rabimo za delovanje zveze. Danes smo imeli pa na srečo bolj zanimiv dnevni red oziroma bolj stvari, ki so pomembne za tekmovanja. Tako da govorili smo o nekih problemih oziroma pač v sami organizaciji državnega prvenstva, ki se približuje, dobra 2 meseca je še, se bojo počasi odprle prijave in tako naprej. Pa glede spoterjev, stvari, ki jih moramo urediti, sponzorjev, potem nekaj v septembrski seji oziroma nekemu, kako bi rekel temu, nekemu delovnemu sestanku s klubi, ki smo ga obljubili. In pa tudi malo smo začeli razmišljati končno nazaj o mladinskem evropskem prvenstvu. Tako da, ja, kje bomo začeli? Najprej glede državnega mogoče. Prva stvar, glede spoterjev smo rekli. Imamo tale naš dogovor s Hrvati, moramo uresničiti, ne? Ja. Spoterji so najbolj pomembna stvar pri organizaciji tekme, brez tega pač tekme ne moreš izpeljati, ne glede na to, kako imaš ostale stvari poštimane. In že več let sodelujemo z Zagrebško powerlifting zvezo, ko organizirajo ta svoj pokal Zagreba. Mi pošljemo naše spoterje, da tam pomagajo, oni pošljajo njihove spoterje, da nam pomagajo na državnem prvenstvu. In letos rabimo mi poslati, če se ne motim, med 27. in pa 29. septembrom tja spoterje, kar je zelo pomembno, da dobimo ljudi, ker brez tega mi ne bomo imeli čisto po domače povedano spoterjev na državnem prvenstvu. Datum je sploh za tiste, ko so bolj tekmovalni na državnem, malo neugoden, ker je glih en mesec pred našim državnim, ampak je res fajn, da dobimo eno ekipo vsaj 10 ljudi, da se gre tam pa to konkretno izpelje, da bomo tudi mi na vse zadnje imeli spoterje, ker brez tega se zna zgoditi, da pač ne bo dovolj spoterjev na našem državnem in bo zaradi tega ali ga treba podražiti, da se pač plača nekomu, da pride iz tujine spotati, ali pa se pač zmanjša število nastopajočih, tako da bomo imeli dovolj spoterjev, da se zagotovi varnost pa nemoteno delovanje. Tako da vsi prostovoljci, ko se vidite, da bi lahko konec septembra, zadnji vikend septembra šli zraven v Zagreb spotati, se lahko javite, verjetno najboljše kar na en kontakt zveze, ali je to Instagram, mail ali pa kaj drugega. Ja, ali pa svojemu klubu tudi, ne. Ali pa to. Pa tudi mogoče, ne, če je komu lažje, tudi za naše državno pol oktobra itak bomo rabili, ne, sploh če nam ne uspe tega s Hrvati izpeljati, pa konec koncev, če ima kdo rajši takrat čas, ne, lahko pride na naša državna spot. Ampak ja, pač, če ne bomo dobili dosti kvalitetnih spoterjev oziroma takih, ki se znajo obrniti, ne, moramo pa na žalost tudi to upoštevati pri urniku, ne. Kakor se spomnite, lani je bil precej natempiran, smo imeli v soboto recimo 3 skupine, 3 sešne, ne. In zato morajo biti spoterji kar hitri, ne, če pač tega ne bomo imeli, bomo na žalost mogli vsaj za enih 20 tekmovalcev zmanjšati državno, zato da bomo lahko normalno to speljali brez kakšnih neumnih ur, ne.
Ja, druga stvar, David, smo rekli, ne, da bomo organizacijski odbor malo aktivirali nazaj. Ja, kot je že Urban omenil, se bliža državno, 26. 27. oktober. Zdaj lani smo imeli za organizacijo državnega prvenstva, smo sestavili nek organizacijski odbor, kjer je bilo, mislim, da enih 16 ljudi vključenih, ker pač vsak je prevzel eno področje, ki ga je pač vodil, pa je imel še potem nekaj pomagačev. In isto smo se letos pogovarjali, da bomo spet ta organizacijski odbor aktivirali. Tako da isto spet, če se kdo vidi v tej vlogi, da bi rad pomagal na kakršenkoli način na državnem prvenstvu ali pri organizaciji. Tu je pač ogromno enih stvari za organizirati, od prevozov do postavljanja dvorane, do pridobivanja sponzorjev. Skratka, če se še kdo kjerkoli tu v tej vlogi ali pa kakšni drugi vlogi ali pa bi dal kako pobudo, da vidi, da se da na državnem prvenstvu še kako področje izboljšati, je vabljen, da nas kontaktirajo lahko na e-mail info@powerlifting.si ali pa na Instagram, pa ga bomo dodali v eno WhatsApp skupino, kjer se pol usklajujemo. Hkrati smo začeli se pogovarjati in dogovarjati s sponzorji. Tukaj je tudi potem Katja je pripravila kot vodja ekipe za PR oziroma sponzorje, pridobivanje sponzorjev, pripravila neko prezentacijo, ki jo bomo poslali sponzorjem, ponudbo za sponzorje. Spet, če kdo pozna potencialne sponzorje, podjetja, ki bi rada sodelovala s Powerlifting zvezo pri organizaciji državnega prvenstva ali pa tudi na kak drug način, isto vabljeni, da nas povežete ali pa kar direktno stopite v kontakt z nami. In ja, tako da v bistvu zdaj prvi dogovori s sponzorji že potekajo, bomo pa zdaj v tem tednu še poslali ponudbe novim podjetjem, ki smo jih identificirali kot potencialne partnerje pri sponzoriranju državnega prvenstva. To je, mislim, da to, kar se tiče zaenkrat glede organizacijskega odbora pa organizacije državnega prvenstva, se pa bojo aktivnosti mogle kar počasi začeti stopnjevati, ker se bliža še 2 meseca, pa smo tam. Ja, ponavadi smo imeli kakšen mesec odprte prijave, tako da to pomeni, da jih bomo verjetno tam vsaj v začetku septembra najkasneje mogli odpreti, tako da do takrat itak probamo čim več stvari zrihtati, zato da je tudi pol vse bolj jasno pa lažje steče, ne, tudi za tekmovalce. Pol smo govorili o tem sestanku s klubi, ne, pač neka ideja je bila, da bi imeli poleg redne seje skupščine, ki jo imamo vsako leto januarja, da bi imeli še en dodaten delovni sestanek s klubi. Malo smo debatirali o tem, na kakšen način bi to izpeljali, pa zaenkrat je ideja, da kar ostanemo verjetno v tem izobraževalnem centru, ne, to pač tisti, ki ste bili na kakšni seji, poznate, pa da obdelamo tiste stvari, ki smo jih, v bistvu smo klubom že poslali mail, kaj bomo vse govorili tam, ne, pa tudi pač, da bi nekako klubi lahko tudi predstavili bolj svoje predloge oziroma svoje probleme oziroma kako v bistvu svoje predloge glede delovanja zveze v glavnem, no, pa tudi, da imamo malo bolj neformalno druženje, da tam lahko debatiramo, malo brainstormamo, kako rešiti kakšne probleme, ki jih imamo, ne, in tako naprej. Tako da to se bomo pozanimali, kdaj so prosti termini, pa določali enkrat datum, ne, zdaj predvidoma bo to septembra, če slučajno se ne izide, mogoče v začetku oktobra, ne, pa tudi fajn je, da kakšno rečemo poj, kako državno prvenstvo organizirati, ne, konec koncev zdaj tudi klubi imajo v bistvu v svojih prostorih na uporabo kar nekaj opreme, ki je v resnici v lasti zveze, ne. To smo dobili na univerzitetnem prvenstvu lani in
klubi morajo zdaj to opremo oziroma morate to opremo pripeljati za državno, ne, tako da bomo tudi to majhen probali uskladiti pa zorganizirati tako, da bo čim lažje za vse, pa da bomo konec koncev tudi čim več opreme imeli na državnem, ne, da imamo mogoče vsaj eno ogrevalno platformo več, kakor smo imeli v prejšnjih letih, ker opreme imamo dosti, samo pripeljati je treba. To je bilo, pa mislim, da smo govorili še o usposabljanju trenerjev druge stopnje, ne, pa to smo dali prijavo, pa o reprezentancah. A boš ti, Jakob, povedal to? Ja, lahko. Se pravi, kar se tiče druge stopnje, smo poslali prijavo za že kar en čas nazaj, ampak potem dobili zadevo zavrnjeno, kakor je v bistvu nek standard, no, z nekimi manjšimi popravki smo mogli neke malenkosti popraviti. In je trenutno spet prijava nazaj v obravnavanju, ampak smo načeloma zelo pozitivni glede tega, da bomo zadevo dobili odobreno in potem nekako mogoče že naslednje leto imeli izvedbo tega usposabljanja druge stopnje, ki se bo relativno precej razlikovalo od prve stopnje. Čisto mogoče za kontekst, kar se tiče usposabljanj na nivoju celotne države, se pravi tudi drugih športov, je prva stopnja načeloma zasnovana za neko relativno osnovno usposabljanje, in kar se tiče naše priprave druge stopnje, bo kar precej velik preskok v temu, kar bomo nekako nudili, oziroma se pravi, tisti, ki ste bili na prvi stopnji, ste mogoče vedeli, da so vsebine relativno bazične oziroma osnovne, sicer detaljne, ampak na nekem osnovnem nivoju, se pravi, gre se za nekaj, kar bi nekdo, ki ni bil ki nima veliko izkušenj v powerliftingu, trenerstva v powerliftingu, je nekako mišljeno za nekega takega posameznika, medtem ko je druga stopnja potem nek velik preskok. Tako da upamo, da bo vas tiste, ki imate narejeno prvo stopnjo, to zanimalo, in da se boste lahko še dodatno usposabljali in bili na koncu usposobljeni. To je za one, ki ste v anketi pisali, zakaj ni bilo več programiranja na prvi stopnji, ne? Ker ne sme biti, ker pa še to vse na drugo stopnjo. Tako, ja, se pravi, če se čisto detaljno gre nekako iz programiranja oziroma iz vidika ene trening seanse v večje programiranje. Se pravi, v letni program in tako naprej, če si tako predstavljate, kakšna je nekako zasnova oziroma razliko med prvo in drugo stopnjo, ki mora biti očitna tudi relativno po zakonu oziroma po vzoru drugih zvez. Kar se pa reprezentanc tiče, imamo pa relativno pozitiven problem. Problem je namreč ta, da bomo pač temu skozi več dela, ker se skozi več ljudi prvič izpolnjuje norme, kar je zelo pozitivno, in drugič, kar se tiče tega, da se ljudje dejansko tekmovalci se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, kar je zelo pozitivno. In zaradi tega imamo med drugim zdaj tudi pomoč, se pravi, Laura Jelen nam pomaga nekako pri nekih administrativnih procesih, kar se tiče reprezentanc. Med drugim smo danes specifično se pogovarjali v mladinskem evropskem prvenstvu, kjer imamo dobro reprezentanco z relativno veliko tekmovalci. In Laura med drugim pripravlja tudi vprašalnik, ki ga boste zdaj vsi tekmovalci, ki boste uvrščeni v reprezentanco, dobivali, da nam pomagate s tem pri sami organizaciji, prijavi na tekmovanje in predvsem pri prijavi spremljevalcev tudi med drugim. Spremljevalci v tem primeru pomenijo nekako trenerje oziroma ljudem, ki vam bodo dejansko pomagali na platformi. Med drugim smo danes diskutirali predvsem vprašanje head coacha za mladinsko prvenstvo evropsko, predvsem z vidika tega, da bo izbira primerna na nivoju tega, da ni konfliktov interesa, sploh zaradi tega, ker imamo nekatere tekmovalce, ki imajo svoje coache, ki tekmujejo v isti kategoriji. Obenem pa moramo se tudi zavedati tega, da se pač s tem dodatni stroški ustvarjajo za posameznega trenerja. Tako da neke končne odločitve še nimamo, ampak ko bomo imeli malo več informacij od tega, katere spremljevalce boste tekmovalci imeli oziroma katere dneve bojo ti spremljevalci tam,
bomo tudi lahko prišli lažje do te končne odločitve, zato ker so pač neke finančne implikacije za posameznike tukaj zraven, oziroma potem potencialno za zvezo. Še nismo dosti tega diskutirali, ampak bom še to priložnost izkoristil za to, da povem, da delamo na normah za naslednje leto, tako da nekje v roku naslednjih parih tednov se nadejamo na tem, da bojo tiste norme, za katere imamo dovolj podatkov, se pravi za tekmovanja, ki so se že zgodila v tem letu, potem bomo lahko dejansko norme zračunali in potem objavili na spletni strani, kar boste tudi verjetno obveščeni ali prek socialnih omrežij ali pa direktno na spletni strani. To je pa po mojem to. Ja, po mojem, da je to, kar smo zdaj govorili danes. No, to še za mladinsko evropsko, ne, pač imeli smo idejo, da bi organizirali mladinsko evropsko 2026, zdaj, ker nam je vsem malo dol padalo v prvi polovici leta zaradi teh določenih neprijetnih zadev v zvezi, se to ni premaknilo, no, ampak zdaj smo nekako še vsem se dogovorili, da bomo probali s Kranjsko Goro imeti sestanek, pa da vsaj vidimo, kako stojijo zadeve, če se to da organizirati ali ne. Tako da ja, mogoče to je ena ideja, da bi tudi v Sloveniji gostili mladinsko evropsko. Pač upam, da bo interes, tudi med klubi, ker še vseeno taka organizacija zahteva kar precej pomoči. Tako da moram reči za univerzitetni pokal, da je bilo kar v redu, tukaj, ker gre še za toliko večjo zadevo, bomo mogoče rabili tudi več zanesljivih ljudi v organizacijskem odboru. Ampak ja, to je pa itak delno povezan že s tem, da zdaj organizacijski odbor tudi za državno sestavljamo, ker recimo lani za univerzitetno je bilo tako, da tisti, ki smo na državnem, je v bistvu pol enak organizacijski odbor ostal tudi za univerzitetno, kar se je za zelo dobro izkazalo, ker so ljudje že vedeli, kaj morajo narediti. Tako da ja, planov je dosti, dela je dosti. Če ima kdo se vidi, da lahko pomaga, smo zmeraj odprti za to. Drugače pa ja, se slišimo po naslednjem sestanku začetek septembra,